Gospod, koliko hud prtljažnik, a je to tule? A je to tule? A je to tule, stari? V lifeu nisem fucking tule! Ampak je tudi konkurenca, zaradi katere lahko tule trepeta. Tole je prtljažnik za nakljuko ProUser Diamant FG2 in ima ene par toliko hudih lastnosti, ki vas bojo ziher navdušile. Kjera so to? Pejmo pogledat! Torej pred nami je nosilec za nakljuko ProUser Diamant FG2 in zdajle bom jaz predstavil 12 točk, ki so čist hude. Dolžina kanalov je 140 cm, kar pa pomeni, da sprejme tudi gor moderna kolesa sta dolgo medosno razdaljo. Gor so tudi čolnički, ki so nastavljivi in si ga res lahko dobro postaviš glede na svoj kolo in pa valjda te čolnički so šta široki, se pravi sprejme tudi te široke gume. Razmak med kanali je 23 cm in to je meni zelo pomemben, a zakaj? Zato, ker se bajki ne drgnejo med sabo, ko so vpeti gor. Upenjalne roke so na paščke in ne na klešče in to zato, da objamejo tudi te široke okvirje. Problem standardnih klešč je ta, da se pač odprejo toliko, kakor se in tudi če so te široke, ni šans, da sprejmejo tak obseg, kakor ta sistem. Pa paščki niso čist plastični, ampak imajo noter v notranjosti kovino, zato ker so tudi zaklent. Pa by the way, tale pašček je že ta dolg, včasih si dobil zraven samo ta kratke in ta dolge si mogel dokupati, to je bilo pa 40 € je bil kit, rabo si 2, se pravi 80 €, kar pa ni mal. Vse kle, že dobiš to zraven. Sistem upenjanja je klasičen, se pravi takole pritisneš tipko, povlečeš trak ven ali pa ustaviš trak noter. Če veš, kaj mislim. Naslednja dobra lastnost je tale glava, ki vsebuje 13 in 7-pinski sistem, tako da paše na vsak avto, pa kar je še dober, ful se lepo pospravi, le to. Hopa. Valjda se za tak prtljažnik spodobi, da ima tudi tole kip stopalko, ker se bajk prevrne in lahko prtljažnik z lahkoto odpreš, ker se balanca ne zatika vanga. Simpel je tudi montaža tretje tablice, preprosto dvigneš, spustiš in hakla. Zaklene se tako na upenjalnih rokah kot na kljuki. Narejen je iz aluminija, tako da je lahek in ne rjavi, pospravi se ga pa takole v eni potezi. Najprej daš to za tablico takole in pol leptirič zloži svoje krilca, snameš ga dol s kljuke in ker je lahek, je pa resno lahek. Otvaraš taj prtljažnik in gepek in fukneš ga vnoter, Wow! Si to videl in noben ti ga ne more vzeti, ker tu v tvojem gepeku. To je model FG2, se pravi za 2 kolesi, ki pa ga lahko s pomočjo tega adapterja spremeniš v trojko. Obstaja pa tudi FG3, se pravi za 3 kolesa, ki ga s pomočjo istega adapterja transformiraš v 4. Montaža tega adapterja sicer ni težka, predlagam pa, da slediš navodilom. Bistvo je, da zmontiraš en adapter na tole zadnjo vodilo, potem pa je sama montaža dodatnega nosilca zelo preprosta. V glavnem, preber. Tale dodatna roka, ki pride zraven tega tretjega nosilca, služi kot pritrditev zadnjega pa predzadnjega kolesa, da se vse skupaj ne prebrne. Kaj pa minusi? Edini minus, ki sem ga jaz do zdaj opazil po teh parih mesecih uporabe, je pa ta, da mogoče, ko blat pride v to vodilo, je same te čeveljčke malo težji premikati, tako da jih dajte malo spucati s kakšno krtačo, da je spet taka prosta, elegantna pot. Če je pa blat oziroma če so kamenčki noter, zna pa malo na hrobo laufati. Skratka, jaz sem na tem nosilcu navdušen, uporabljam ga zdajle kar nekaj mesecev, pa kaj ne rečem, to res ni Kitajci, se ne zvija pod težo koles, tudi, ko se ti res mudi. Tole sva na ta glavnem polju, vreček, ne se ustrašati, Pelka, da te kliče, da je sama doma. Lev vink vrži prasico, samo še desnega pa smo zmagala, odpri zdaj trbino, kurba vleče, ta krava težka, bravo. Cene in vse ostale informacije izveš na altrade.si, da je pa paket čist popoln, pa ti zmontirajo tudi vlečno kljuko na kjerkoli avto, res so majstri, tako da kar poklič, pa zrehti. Kaj pa ti praviš, a te je navdušil? Daj zapiši v komentar, upam, da ti je bila ta epizoda všeč, pa se vidimo.